Janez Janša je za moj rojstni dan pripravil eno presenečenje zame, ampak ko sem ga želela raziskati, sva ugotovila, da ga lahko raziščem šele na dan 7.7. To je danes. In danes je tudi pomemben dan za Slovenijo, kajti na ta dan, 35 let nazaj, se je dokončno končala vojna za osamosvojitev Slovenije. In zelo sem se veselila tega vpogleda, ker me je res zanimalo, kaj se skriva za tistimi vrati. Od mojega rojstnega dneva do zdaj sem večkrat skušala malček pokukati, da vidim, kaj se obeta, da vidim, na kaj se pripraviti, ampak vsakič, ko sem poskušala raziskati, kaj se skriva za temi vrati, sem videla samo temo. Tako da sem rekla, ok, očitno moramo počakati prav na ta dan in takrat se mi bo šele odprla slika, kaj mi je Janez tle pripravil. Končno je prišel ta 7.7., jaz grem v globoko stanje zavesti, odpotujem na energijski nivo in pridem v moj lumi svet. Zanimivo mi je bilo, ker sem bila videti malček tako utrujena, malček tako nekako nezainteresirana, ampak sprva niti nisem dala veliko pozornosti na to. Šla sem do mojega vodnika Leona in mu rekla, da je danes dan, ko bomo raziskali, kaj se skriva za tistimi vrati, ki jih je Janez Janša pokazal za moj rojstni dan. In tako me Leon odpelje do takega posebnega dvigala, jaz vstopim v to dvigalo in potem pridem v avlo prebujenega kraljestva. Tisti, ki spremljate vse epizode, že veste, da je prebujeno kraljestvo pravzaprav eden izmed energijskih svetov Janeza Janše, preko katerega lahko dostopam do različnih politikov. Zadnjič, ko sem bila tukaj za moj rojstni dan, je bila ta avla vsa okrancljana z baloni, z raznimi temi okraski za rojstni dan in to seveda glih ni moj stil. Ampak danes, ko sem prišla v to avlo, je pa bila videti dosti bolj tako elegantno urejena, rojstnodnevno, ne? Bolj tako minimalistično, bolj v mojem stilu. In takoj, ko sem stopila v avlo, sem že videla Janeza, kako hodi dol po stopnicah, da me pospremi do teh mojih vrat, oziroma vrat, na katerih je bilo moje ime in priimek. Skupaj sva se sprehodila potem gor nazaj do stopnic, do teh vrat in preden sem vstopila, mi je v roke dal ključe. V tem šopu ključ sta bila pravzaprav dva ključa. Eden je bil tak, dajmo reči, navaden ključ, drugi pa je izgledal nekako bolj tak starinski ključ. In opazila sem, da so ta vrata tokrat zaklenjena, odklenila sem jih s tem navadnim ključem, vrata so se mi odprla, vstopila sem notri in dobila sem nek občutek, da moram ta vrata zakleniti, tako da sem pač vstavila ključ nazaj v ključavnico in ga obrnila in ključe tudi tukaj pustila. Potem sem hodila po tej megli, hodim, ko naenkrat opazim, da sem jaz v bistvu na jadrnici, sredi morja. Bila sem na kljunu moje jadrnice. In ko sem se ozrla naokrog, sem videla ogromno teh pomorščakov, ki so bile različne verzije mene, večinoma sem bila vse posod samo jaz. Tudi kapetanka v kabini za volanom je bila neka verzija mene in to mi je bilo zelo zanimivo, zabavno. In ogledala sem si, kam potujemo. Zdaj, bili smo na odprtem morju, ampak nekje tam v daljavi sem jaz zagledala obris nekega otoka oziroma obris nečesa. Vzela sem daljnogled in ko sem tako boljše pogledala, sem opazila nek otok, ki je bil kot iz skal in gor je imel nekakšen stolp. Ni mi bilo jasno točno, kaj je to, kam potujemo. In ko smo bili že malo bolj bliže, sem z daljnogledom še enkrat pogledala in vidim gor na vrhu tega stolpa neko žensko z dolgimi rjavimi lasmi. Zdaj, moj prvi občutek je bil, da bi to lahko bila Urška Bačovnik.
O moj bog, zdaj sem iskala njeno sliko, sem pozabila. Bačovnik, no, sej vemo, ker je Urška. Ampak pač po drugi strani pa mi ni bilo jasno, zakaj bi bila Urška zdaj tle na stolpu, če je to kao darilo za moj rojstni dan ali neki, ne. In sem rekla, mogoče pa je to neka moja verzija mene z neko, pač neka druga oblika mene, ne vem. In jaz tam gledam, malček sem bila nekako zaskrbljena, v bistvu tako negotova, ker še vedno mi ni bilo jasno, kje smo, kam gremo in zakaj smo tu. No, potem pa grem jaz dol poiskat mojo to verzijo mene, to, ki je najbolj podobna moji fizični energiji, oziroma energiji mojega fizičnega uma, mojega ega. In ta verzija mene je dol bila, pač dol v podpalubi, je spala, ne. Teja je spala. Sem jo zbudila in gremo skupaj pač gor na palubo in ji rečem, glej, nekam potujemo, vidim nekaj, ne vem, kaj je to, povej mi ti. In res ta moja zemeljska energija vzame daljnogled, pogleda in se tako zasmejem. Bačovnik. Urška Bačovnik, mislim, da je Bačovnik. Bom jaz to zdaj pogledala, tako da ne bom res, evo, že šteka računalnik. Urška Bačovnik, ok, kul, vse v redu. In pač ta Teja mi reče, ja, to je Urška Bačovnik Janša, zgleda, da je tam na vrhu stolpa. In sem jaz se vprašala, ja, pa kaj pa zdaj, zakaj pa njo rešujemo zdaj, kaj ima zdaj ona veze, ne, pač tudi tukaj tekom te serije opazujemo v bistvu politike in njihovo politično prisotnost, ne pa nekih oseb in njihovih osebnih življenj. In ta zemeljska Teja sem jaz samo tako zasmejala, kot v smislu, boš že videla. In gre ona nazaj, ne. Zdaj, jaz sem bila tle še vedno tako zelo zaskrbljena, kaj je zdaj to, ne. In končno ta jadrnica po dolgem potovanju prispe v bližino tega otoka. In res, jaz vidim tako ta otok pač poln skal, ampak te skale so izgledale, kot da so bile dobesedno tam nametane, torej ni bil nekako videti kot naraven otok, ampak bolj tako, kot da bi nekdo prinesel ogromne skale, jih stresel na en kup sredi morja in potem gor na vrhu teh skal zgradil en tak visok stolp. Ta stolp je tu izgledal tak kamnit, narejen iz različnih kamnov, torej ni bila taka gladka površina. In gor na vrhu stolpa zagledam res to Urško, ki pa je bila videti tako kar panična, in v bistvu že toliko panična, da sploh ni videla, da prihaja neka rešitev. Ona je bila gor, na pomoč, na pomoč, na pomoč. Zdaj, moja ekipa teh drugih Tej so spustile tak majhen čoln, jaz sem šla notri v ta čoln in so me zapeljali čisto zraven do začetka tega otoka. Jaz sem začela plezati gor po teh skalah, tle sem pomislila, še dobro, da imam izpit oziroma tečaj za plezalstvo, sicer nisem plezala že 10 let po skalah, pa tudi po plezalni steni, ne. Ampak, ok, ajde, jaz plezam gor po teh skalah, plezam in pridem na vrh tega otoka, ko se začne ta stolp. Ta stolp je imel zelo malo parcele, lih malček trave je tam bilo naokrog, bolj za okras. Zdaj, ko razmišljam, me to na nek način spominja na Aljažev stolp na vrhu Triglava, s tem, da ta stolp je bil občutno višji, pač več metrov, ne. Ampak te skale tako nekako me spominja gor na vrh Triglava, kaj pa vem. No, prišla sem do stolpa in poiščem, kje so vrata. Najdem vrata, ampak bila so zaklenjena. Zdaj, jaz zaklenjena vrata načeloma lahko odklenem, če želim, je pa tako, da čeprav energijski nivoji delujejo malček drugače kot fizični svet, je vseeno potrebno spoštovati neke določene zakonitosti, sploh ko delaš za ljudi oziroma ko raziskuješ energije, ki se same s tem ne ukvarjajo profesionalno. Ok? Torej, jaz bi lahko vstopila v ta stolp, odklenila vrata, ampak sem začutila, da to ni prava pot.
Sem pa potem opazovala stene tega stolpa in vidim, da bi se dalo po teh stenah tudi plezati. Takrat pa pokličem Urško gor na stolpu in jo vprašam, zakaj je gor in zakaj pač ne pride dol, naj pride dol v pritličje tega stolpa in da jo bomo odpeljali z jadrnico tam, kamor pač želi iti. Na kar mi ona reče, da so se gor vrata zaprla, pač na tleh so vrata, ki pač vodijo pol dol po stopnicah v ta stolp. Je rekla, da je ujeta na vrhu stolpa in da ne more odpreti vrat. In takrat sem dojela, ok, zdaj če jaz plezam gor po tem stolpu, ne bomo nič kaj dosti rešili. Lih udirala v ta stolp ne bi. In takrat vidim ključavnico in opazim, da je ključavnica podobne oblike kot tisti drugi ključ, ki sem ga dobila za odklepanje vrat. Tako da sem šla takoj tja do tistih vrat, vzela ven ključ in se vrnila nazaj na otok. Na energijskem nivoju to narediš tako, ne rabiš dejansko tja potovati. Dala sem ta ključ v ključavnico, odklenila in videla, da je to to. Se pravi, šlo je za neko dejanje, kot v bistvu energija od Janeza Janše mi je dala dovoljenje, da lahko vstopim v ta stolp, ampak vseeno sem mogla vstopiti z neko mero spoštljivosti, torej ne tako, da vdrem, čeprav je bil point, da grem notri, ampak da v bistvu odklenem. In s tem v bistvu tudi pokažem, da da sem bila v bistvu nekako tam poslana. Ne, da je namen bil ta, da pridem v ta stolp. V samem stolpu nisem zasledila nič kaj posebnega, razen tega, da je bilo precej temno. Šla sem gor po takih polžastih stopnicah, ki so se vile ob steni tega stolpa. Odprla sem vrata na stropu in pač prišla gor na vrh tega stolpa. Takrat je šla Urška takoj z mano. Sploh me ni nekako registrirala, zdelo se je res, da je v neki taki, dajmo reči, paniki oziroma nek ta preživetveni nagon se je predvsem izrazil. In šli sva skupaj torej dol po teh stopnicah, ven iz stolpa, potem pa je bilo treba spet plezati po teh skalah. Zdaj Urška je imela neke sandale obute, tako da tle sem pač z energijo pomagala, da sva skupaj, oziroma da so jo energije nekako prijele in odnesle v ta čoln. Jaz sem pa šla peš, ampak sem si ustvarila taka pomožna krila, ki so mi pomagala glih toliko, da ko sem skočila iz skale na spodnjo skalo, da sem lahko malo bolj kontrolirala svojo pot in hkrati tudi svoje ravnotežje. Usedle sva se v čoln in potem smo s tem čolnom šli do jadrnice, čoln so dvignili gor in Urška je bila na palubi. Rešena, osvobojena. No, in potem smo se vrnili nazaj. Zdaj, ko smo se vrnili nazaj, smo prišli v Lumi svet oziroma v dvorec, ki je tudi del mesta San Tereno. Mesto San Tereno sem opisala že v prejšnji epizodi, na kratko. Gre pa za mesto na vzporednem svetu, ki ga trenutno še oblikujem in iščem vzporednice z našo fizično realnostjo, z namenom, da lažje ta svet oziroma to mesto približam tudi vam, gledalcem in ljudem, ki bi jih to zanimalo. Namreč preko tega mesta se bomo učili vplivati na energijski svet oziroma reševati izzive, s katerimi se soočamo v našem fizičnem svetu na energijskem nivoju. In ko nek izziv preslikamo v domišljijsko situacijo, ga na energijskem nivoju razrešimo, naši možgani to interpretirajo, kot da smo ta izziv že rešili. Zato imajo fokus drugače orientiran, so uravnani na drugačno frekvenco in to nam pomaga v fizičnem svetu, da lažje najdemo tiste priložnosti in tiste korake, ki nas bodo dejansko pripeljali do končne rešitve. Vse jasno? Če ni, bomo še razložili, ko bo čas za to. Torej, pristali smo v tem Lumi svetu, v tem lepem dvorcu.
In videla sem Urško, da je taka izčrpana, energijsko izčrpana. In že ko so bile tukaj, sem poklicala svojega zdravilca Bogdana. Zdravilec Bogdan je pač neka specifična frekvenca. Vodniki in zdravilci na energijskem nivoju v resnici nimajo oblike človeškega telesa, nimajo niti osebnih imen, gre se zgolj za neko frekvenco, čistilno vibracijo, ki pa jo moji možgani oziroma moja domišljija, torej to frekvenco moja domišljija prevede v slike in besede, ki jih jaz lahko razumem, in tako potem tudi vidimo vodnike kot ljudi, zato da lažje naši možgani, naš komunicira s temi frekvencami. Okay? Torej, zdravilec Bogdan je vodnik, ki mi pomaga pri energijskem čiščenju telesa. Torej, mi imamo več različnih teles, imamo fizično telo, čustveno telo, energijsko telo, itd., itd. Običajno je tako, da doživimo neko težko situacijo v življenju, recimo, to rani naše energijsko telo, se v nas ustvari neka negativna energija ali pa neka bolečina, in če tega ne ozavestimo, če tega ne sprostimo, ne ozdravimo, se to kopiči v našem energijskem telesu, kar posledično ruši ravnovesje tudi v našem fizičnem telesu. Zato je zelo pomembno, da uravnavamo redno naše čakre, da čistimo svoje energijsko telo, da iščemo rane in bolečine, da ustvarjamo zaščite, ko je to potrebno. Če imamo energijsko telo v lepem ravnovesju, to pozitivno vpliva tudi na naše počutje in na naše fizično telo, na naš na razum, na način razmišljanja. Za čiščenje in zdravljenje energijskega telesa obstaja več različnih variant, pač celo morje imaš možnosti, kako spraviti svoje energijsko telo v ravnovesje. Moj način je tak zelo slikovit, torej pri tem mi pomaga zdravilec Bogdan. On pokliče tvojo energijo in gre čez ta njegov postopek, preko katerega vidimo, kje točno v tvojem telesu se zadržujejo negativne energije. Zdravilec Bogdan to tudi pozdravi, torej gre čez vse čakre, pogleda, katere čakre so dobre, katere slabe, vse to uravna, naredi vse energijske zaščite in vse, kar pač potrebuje tvoje energijsko telo. In v bistvu ta sistem je najbolj primeren za tiste ljudi, ki so bolj vizualni, ne. Na primer, čistiš energijsko telo lahko tudi s športom, s poslušanjem frekvenčne glasbe, z nihalom, s kristali, se pravi, imaš nešteto možnosti. Moj pristop je pa tak zelo slikovit, tak, da si ga lahko dejansko predstavljaš, da ti svoje energijsko telo lahko tudi vidiš, medtem ko poslušaš, kaj je zdravilec Bogdan urejal na tvojem energijskem telesu. Če te slučajno zanima energijsko čiščenje, sem odprla 3 prosta mesta spodaj v opisu tega videa, najdeš link, kjer lahko opraviš nakup, je pa čakalna doba približno med 7 in 20 dni, okej, po opravljenem nakupu. Odvisno, kdo bo prvi, kdo bo drugi in tako naprej. Ko opraviš nakup, se ti oglasim in ti povem, kdaj bova naredila energijsko čiščenje. No, to smo naredili tudi za Urško Bačovnik Janša. Torej, poklicala sem zdravilca Bogdana, on je Urško odpeljal v svojo ordinacijo, vlegel jo je na tako pač posebno posteljo, in on začne ta postopek zdravljenja na stopalnih čakrah. Torej, stopi do stopal in začne s palci masirati stopala, dokler se ne odprejo te čakre. In takrat, ko se odprejo, se iz telesa izlije neka tekočina, običajno je to črna, taka mastna tekočina, in to nakazuje na zastajanje negativnih energij v našem telesu. To, da se zastajajo negativne energije v našem telesu, je povsem normalno. Čez dan se velikokrat soočamo s kakšnimi zoprnimi situacijami, nekdo nam stopi na žulj, preseneti nas kakšna negativna misel, ki prebudi te negativne občutke. Dokler je ta tekočina, ki se izlije ven, taka lepa, tekoča, je vse okej.
problem je, če je ta energija zasušena, to pomeni, da so to negativne energije, ki že dolgo, dolgo časa se nabirajo v našem energijskem telesu. Včasih je lahko tekočina tudi zelene barve, kar nakazuje na toksične energije, torej da smo obdani z nekim človekom ali pa več njih, ki zelo zastrupljajo našo energijo, nam totalno meglijo tisto avtentičnost. Okay? Običajno je torej črna barva, včasih zelena. No, pri Urški je stekla ven črna tekočina, ampak na koncu je prišla tudi rdeča. Rdeča tekočina ni tako pogosta, ne vem, če sem jo kdaj že videla, če sem, je bilo to samo enkrat. Ampak v bistvu glih zaradi tega ne vem še točno, kaj pomeni, ker jaz Urške ne poznam osebno in tudi ne bom mogla dobiti njenega feedbacka, ampak čisto na podlagi psihologije pa barv bi rekla, da rdeča nakazuje na potlačeno jezo, torej zadržana jeza v njenem energijskem telesu. Zdaj te tekočine ni bilo ogromno, tako da to se mi ne zdi nič alarmantno, nič kaj posebej problematično. Gre se za neke momentalne občutke in tle sem jaz potem to že začela malček interpretirati. Ves ta stolp sredi morja in majhna količina negativne energije, pa tudi nekaj rdeče energije, torej potlačene jeze, bi interpretirala tako, da morda je pač ta stolp nakazuje na neke ujetost v nekih vzorcih ali pa nekih pričakovanjih. Glede na to, da je ona zdaj pred kratkim postala, dajmo reči, prva dama Slovenije, ali kako se pač reče, soprogi predsednika vlade, morda jo je tle kaj razjezilo, morda so tle neke skrbi, pa tudi tako, ko nastopi ta vloga, na katero ona nima praktično nekega vpliva, se ti seveda spremeni življenje, ne. Kot prvo, tvoj partner, ki je zdaj postal predsednik vlade, bo še toliko bolj obremenjen, bo bolj pod stresom, bo bolj zaseden, torej že to ustvari neko veliko spremembo v življenju. Potem, kaj sem zadnjič brala, da mora imeti varnostnike in da so varnostniki konstantno z njimi. Potem tudi to pomeni, da ne moreš več iti na iste kraje ali pa imeti iste rutine, kot si jo imel prej, preden si recimo postala soproga predsednika vlade in tako naprej. Torej, življenje se ti na nek način spremeni, hkrati pa prinese ogromno nekih pričakovanj in tudi nekih dolžnosti, na primer to, da ne vem, so neke proslave, moraš iti tja, kar se pač spodobi in tako naprej, ne. In morda se ona tle zdaj še v tej novi vlogi, mislim novi, saj je že navajena te vloge, predvidevam, ampak vseeno nekako prinese to spremembo in da mogoče se je tle nekje ujela v nekih svojih vzorcih, hkrati se je v njej začela nabirati neka jeza, ki pa je ni dala ven, ne, ker probaš biti razumevajoč ali pa pač razumeš z umom, da se nekaj dogaja, da se nekaj spreminja in tega ne izraziš, potem pa to ostane potlačeno. Okej? Zdaj, ali je ta interpretacija točna ali ne, to bi lahko samo Urška Bačovnik Janša potrdila, logično. Sploh glede na to, da nisem še nikoli prej zasledila take rdeče energije. Okej. Ko torej Bogdan sprazni vse to, kar se nabira v telesu, je skozi te čakre možno videti tako notranjost in ponavadi je to neka jama, taka izgleda kot ena jama, in včasih, če energije to zahtevajo, grem potem tudi v to jamo raziskovati, kaj je notri, če je še kaj takega ali pa če še treba kaj dodatno prečistiti. Tokrat ni bilo to potrebno, tako da potem Bogdan položi položi dlani na stopala in skozi svoje čakre na dlaneh pošlje zdravilno energijo notri v tvoje energijsko telo. Pridejo take lepe, bele
nežne spirale, ki v bistvu napolnijo tvojo notranjost, tvoje energijsko telo s takimi pozitivnimi občutki, vitalnostjo in energijo za zdravljenje. Seveda, ko ozdravimo energijsko telo, se spremeni energija, naš torej začne dojemati, da je naše telo zdravo, gremo na novo frekvenco in to pomaga tudi fizičnemu telesu, da se lažje regenerira, da lažje v bistvu sprošča tisti stres, ki nas stara, ne, energija vitalnosti ti pomaga, da se tvoje mišice lažje regenerirajo, da se celice lažje obnavljajo, da se bolj napolnijo s kisikom, torej na nek način energijsko zdravljenje telesa pomaga oziroma podkrepi tudi fizično telo, da lažje sprejme tiste vitamine, minerale oziroma vse, karkoli potrebuje za to, da se tudi kot fizično telo podkrepi. Ok. Ko je ta postopek zaključen, ko v bistvu telo nekako zažari od znotraj, se pa potem Bogdan loti čaker. On si najprej pogleda vseh 7 čaker, teh glavnih, in preveri, kako katera deluje. Zdaj konkretno pri Urški, korenska čakra, to je rdeča čakra, ki je tle med našimi nogami, je bila videti taka malček kriplasta, ampak še vedno v dobrem stanju, to je v redu. Potem smo šli na sakralno čakro, ta je bila videti podobno kot korenska čakra, ni glih optimalno, ampak je še vedno delujoča, tako da ok. Potem pa smo šli na solar plexus čakro, to je rumena čakra tle pri želodcu. Tle pa ta čakra pa je bila popolnoma zastala. Bil je nekje nek kamenček, ki se je zagozdil in to čakro popolnoma zablokiral. Potem imamo srčno čakro, zeleno čakro. Ta čakra pa je bila nadpovprečno delujoča pri Urški, kar je logično, ker je ona zdravnica, se pravi, mora dajati veliko te svoje ljubezni v svoj posel, ker gre tukaj skrb za ljudi, sočutje, sočutje do bolečine drugih in tako naprej, kar močno spodbudi delovanje srčne čakre. Ampak če pa je preveč delujoča, lahko to nas fizično tudi ful izčrpa in pogosto se lahko tudi zgodi, da dajemo več, kot dejansko smo sposobni dajati, več svoje energije, kar dolgoročno nas lahko tudi popolnoma izčrpa in pridemo do pregorelosti. Potem je pogledal grleno čakro, to je taka modrikasta čakra. Grlena čakra je bila prav tako zablokirana, sicer ne mehansko, torej ni bilo nekega zunanjega dejavnika, ki bi jo ustavil, ampak je bila na nek način kot je bila počena. Potem tretje oko je bila v redu, nič kaj posebnega, in kronska čakra je bila pri Urški tudi dosti v redu. Ko si on ogleda vse te čakre, začne spet pri korenski in jih začne zdraviti, sicer tako, da vnaša energijo v to čakro in da se čakra lepo začne vrteti in svetiti. Torej začel je najprej pri korenski čakri, tle ni bilo nič kaj posebnega, posebej, pač dal je noter energijo, čakra se je potem lepo okrepila, tako jaz vidim, kako začne tako lepo nežno utripati in se potem tudi tako vrti, v takih svetlobnih vrtincih in potem tudi zažari. In ko on prvo čakro postavi v ravnovesje, običajno energija začne potovati naprej in se vse nadaljnje čakre, če so koliko toliko zdrave, podkrepijo in začnejo se lepo obračati. Tako da smo šli pol, pač energija se prenesla pol na sakralno čakro, to je oranžna čakra, ta je lepo začela potem tudi se vrteti, žareti in tako lepo utripati. No, potem pa smo prišli do solar plexus čakre, ker se je to malček ustavilo, tako da tle je mogel Bogdan najprej zrihtati ta mehanizacijo, dajmo reči, te čakre. Jaz vidim običajno čakre kot nekakšno tako svetlobno kolesje, vsak ima drugačen način videnja čaker, odvisno od tega,
kaj je določen sposoben razbrati iz nekih takih energijskih prizorov, dajmo tako reči. Skratka, on je te mehanizacije tam neki popravljal, ker ta kamen je neki skrhal, tako da on je ta kamen vzel ven. Ta kamen tukaj nakazuje na nek zunanji dejavnik. Torej, nekdo je morda rekel nekaj, kar jo je, veš, ko nekdo reče nekaj, kar ti kar tako naredi kepo v trebuhu, ker je, ne. Tako da možno, da je bil kakšen tak dogodek ali pa da morda sta imela z Janezom kakšno tako debato o njegovem delu ali karkoli, kar jo je malček tako zataknilo. Morda tudi to, da je dejansko postal predsednik vlade, da je to malček tako, jo je malček, dajmo reči, zvilo, ne. Ampak spet, naš razum običajno to sprocesira normalno, pač, aha, ok, zdaj sem pa soproga predsednika vlade, zdaj bo moje življenje drugačno, ok, ne. In glede na to, da je bila že v taki vlogi, si morda razumsko ona že postavlja, aha, tako bo tako, ne. Ampak podzavest pa je dostikrat, če z razumom razumemo stvari, potlačite občutke, ne, in potem torej te potlačeni občutki negativno vplivajo na naše energijsko telo in če naše energijsko telo v neravnovesju, to vpliva tudi na naše torej fizično telo oziroma naše počutje in naše misli, ok? In čustva in vse. Se pravi, jaz vidim energijsko telo kot nek tak temelj naših teles. Ko je to on mehanizem, da moraš v navednicah, ne, to mehanski del te solar plexus čakre popravil, je potem spet tudi v solar plexus čakro vnesel zdravilno in življenjsko energijo, da se je ta čakra lepo začela vrteti, utripati in žareti. Potem se je energija prenesla gor na srčno čakro in iz srčne čakre je šel na grleno čakro. Tle se je ta energija srčne čakre uravnala, ki je bila preveč intenzivna, se pravi, veliko te odvečne energije je šlo potem v grleno čakro. Ona je imela grleno čakro zablokirano, kar lahko nakazuje glih to, kar sem prej rekla, torej, da je v njej so bila neka potlačena čustva, morda neke skrbi, ki jih ni upala izraziti, zato ker spet, ne, razum ve, da bo moj mož vse poskrbel, da bo moj mož vse zrihtal in ne bom zdaj tle še jaz delila teh svojih skrbi, ker itak pač ima dosti drugih problemov, bomo že to zrihtali, ne, in takrat se ti lahko pač ta čakra malček poškoduje oziroma neha biti aktivna. Ta misel me je spreletela, ali dejansko rabiš nekoga, kot sem jaz, da ti uredi te čakre? Ne, kot sem prej omenjala, obstaja veliko načinov, tako da če ti čutiš recimo blokado v tem, da ne moreš ničesar izraziti, lahko poiščeš kakšno glasbo ali pa, ki je prav podkrepi grleno čakro ali pa s kakšnimi kristali ali kakorkoli drugače pač najdeš način, ki ti to pomaga. Pogosto pa je problem v tem, da se ne zavedamo, da imamo nekaj zablokirano. Zablokiralo se nam njih zaradi tega, ker nekaj potlačimo. In če je nekaj potlačeno, to ni v našem umu, ok? Oziroma v naši zavesti. Ok, ta čakra je potem se lepo začela vrteti, je začela lepo utripati, potem pa je šla energija še naprej na tretje oko in na kronsko čakro. In potem, ko pride ven, se skozi krono, ko pride ven ta energija, se začne ustvarjati tak energijski balonček. Tisti, ki me res poglobljeno spremljate že dolgo časa, ste že kdaj morda prebrali ali pa pogledali kakšen video, kjer sem rekla, da zaščita v balončku je po mojem mnenju zelo, zelo slaba stvar, ki si jo lahko naredimo. Veliko preveč teh duhovnih učiteljev se konstantno ščiti v te balončke. Balonček je dober v določenih situacijah in najbolj uporaben je po zdravljenjih. Nikakor pa ni v redu, da se v balonček zaščitimo vsak dan, kajti na našem energijskem telesu se nabira toksična energija, negativna energija, kakorkoli, in če se ti zaščitiš v ta balonček, to vse ostane od znotraj in v bistvu se začne kot bakterije množiti. Tako da energijska zaščita je
zelo potrebna po čiščenju, zato da ima energijsko telo čas, da se postavi spet nazaj mislim, da se okrepi, da se vse te energije lepo uskladijo in potem se tudi ta balonček razblini. Ampak takrat mi imamo zaščito od znotraj, ki žari navzven, ok? Tako da po tem zdravljenju gre taka svetloba okrog tvojega energijskega telesa in se ustvari tak zaščitni balonček, ki omogoča energijskemu telesu, da ima čas, da se vsi tej procesi stabilizirajo in se potem začnejo prenašati tudi v tvoje fizično telo. Ko je postopek torej končan, pa ti čutiš lahkotnost od znotraj, ki žari navzven, in to je že v bistvu zaščita pred negativnimi energijami. Koliko časa traja ta zaščita, da tako žariš? Odvisno od tvojega življenja. Če si konstantno obdan z negativnimi energijami, nekaj časa ti bo to energijsko zdravljenje v pomoč, da boš lažje premagoval te ovire, ampak sčasoma se lahko skrha. Zdaj, če te zanima v bistvu to energijsko zdravljenje, ti dobiš avdio, ki ga poslušaš, ne? In potem lahko ta isti avdio poslušaš še enkrat naslednji dan, čez 3 dni, čez en teden, čez en mesec, dokler ne čutiš, da je ta tvoj del, ki si ga zdaj trenutno najbolj rabil podkrepiti, da je prišel do te svoje stabilne točke. Ok? Good. Ko je torej zaščita narejena, pa potem prinese še Bogdan take posebne luči. Mene te luči spominjajo na nekakšen tak solarij in ko on te luči vžge, to seveda niso neke prave luči, gre bolj za torej frekvenco, ki jo moji možgani interpretirajo oziroma preslikajo kot luči, s katerimi moj razume, da se tle prenaša neka svetloba, ok, in neko zdravljenje, da se dogaja. Torej, on namesti tele luči in iz teh luči začne prihajati zdravilna svetloba, ki bo podkrepila tvojo energijo in jo še dodatno ojačala. In takrat jaz vidim energijo te osebe, kako se odziva. In recimo pri Urški, že med samim čiščenjem čaker, ko smo prišli do tega solar plexus čakre, sem začutila, da je bila tako kot neko olajšanje, kot kadar se ti odvali nek kamen od srca, tak občutek. Pri grleni čakri pa je tudi naredila ne, tako zvok je šel ven, torej sem dobila potrditev, da se je ta njena čakra odblokirala. In po zdravljenju s temi lučmi je pa v bistvu dobila barve, ne, ker jaz peljem tako, če nekdo pride v ta moj lumi svet, kot je zdaj prišla recimo Urška, in nujno rabi energijsko zdravljenje, zato da je lahko na tej moji frekvenci, na frekvenciji lumi sveta. Torej vidim jih kot take črno-bele in takrat vem, da rabijo zdravljenje, ne. In ko gremo čez ta zdravljenje, pa energija telesa dobesedno zažari v bolj živih barvah. Pozabila sem omeniti, da je imela Urška že na stolpu tako dolgo rumeno obleko. To mi je ful zanimivo, ker v rumeni obleki sem jo videla tudi, ko sem delala vpogled za Janeza, v bistvu prvo epizodo tega Prebujenega kraljestva, in takrat sem jo videla na jadrnici. Je bila v bistvu ujeta, ni bila ujeta, no, ampak je bila na nek način tam, v navednicah, ujeta na jadrnici. Tako da je bila neka podobna simbolika, podobno ta del se ziher na nek način gre za isto energijo, kot smo jo raziskovali že tam na tistem pogledu, samo da je morda zdaj že malček se bolj razvila in smo jo dali v nek drug prostor, zato da je lažje tudi to razrešiti. Lej, če slučajno kaj ne razložim dovolj natančno, kot sem rekla zadnjič, ne, meni so te stvari vse samoumevne, in kadar ti je nekaj samoumevno, je tako zelo težko razložiti drugim ljudem, ker morda spustiš kakšno informacijo, ki je zate samoumevna, ampak drugim bi pa prišla prav. Tako da, če imate kakšno vprašanje glede česar, glede kakšnih razlag, dajte mi seveda napisati spodaj v komentar ali pa v zasebno sporočilo in bom potem v naslednjem posnetku bolj natančno razložila. Ok, zdaj Urška Bačovnik-Janša je bila prečiščena, ozdravljena, energijsko telo, oziroma ozdravljena, dajmo reči energijsko prečiščena. Spomnila sem se pa, da sem nekoč brala, da ima Urška mislim, da na levem očesu, to je leva, da ima neko kronično vnetje očesa
In sem rekla, ok, pol pa dajmo iti še tle v tako okulistično ambulanto, kjer bomo to energijsko pozdravili. Kaj to pomeni, če zdraviš svoje zdravstvene težave na energijskem nivoju, ali se bodo potem tudi dejansko pozdravile? Odvisno. Ko pozdravimo, če želiš recimo zdraviti neke svoje kronične bolezni ali pa tudi če niso kronične, v bistvu lahko počneš to, da to zdraviš s svetlobo, se pravi konkretno Urška Bačovnik-Janša bi lahko šla v meditacijo oziroma v neko sproščeno stanje zavesti in bi si predstavljala vsak dan, vsaj 10 minut, kako ji recimo bela svetloba spira oko. Ali bi to torej potem tudi pozdravilo njeno oko in bi se rešila kronične bolezni? Odvisno. Vsekakor pa delo na energijskem nivoju pomaga pri tem, da se zmanjšajo simptomi, da se ublaži situacija in da je v bistvu ta kronična bolezen bolj znosna, da je lažje z njo živeti. Pogosto pa, to jaz vedno rada rečem, bolezen je v bistvu naše darilo. Vsaka bolezen pride v tvoje življenje z nekim razlogom, da ti ozavesti nekaj, kar želiš potlačiti. Ali pa, da te usmeri na pot, ki jo dejansko tvoja duša, po kateri tvoja duša hrepeni. Naprimer, zadnjič sem imela eno klientko, oziroma v bistvu ta je bila že kar nekaj časa nazaj, ko je razlagala, da zelo težko hodi in da v bistvu sploh ne more hoditi. In tekom pogleda pa so se zelo izrazito pojavile knjige, kar so na koncu ugotovile, da to njeno bolezensko stanje ji pomaga pri tem, oziroma se je zgodilo zato, ker ni point, da ona, ne vem, raziskuje svet, ampak da je prikovana doma na stol, ne, to je tako malček v navednicah, ne, prikovana doma na stol in da začne pisati knjige, ker zelo, zelo uživa ob pisanju. Naprimer, ne, zdaj, kaj bi lahko bilo to razlog za to oko pri Urški in ta kronična bolezen ali kakorkoli, ne vem, in morda to sploh nima toliko veze s samo javno prisotnostjo, tako da tle nisem jaz dobila nobenih kakšnih informacij, kaj in kako. Videla sem samo, kako je imela pač ampak vedno se tikam v desnem, mogoče pa malo v desnem očesu, ne vem. Ima take, kot da bi bile neke bodice in to smo pač nekako energijsko spirali, da je potem tudi lažje za njo. Zdaj, ali bo to vplivalo dejansko tudi na njeno fizično zdravje ali ne, verjetno, da ne, ker tega ne bo poslušala, razen če bo njena duša ocenila, da je ta energija sprejemljiva in bo pač prišla v njeno zavest ta informacija, lahko tako, da bo dejansko rekla, ajde zdaj, da pogledam, kaj zdaj ta tle neki bluzi omeni, ali pa bo preko sanj imela neke sanje, ker jaz sploh ne bom vpletena, ampak bo pač dobila neko spoznanje, kakorkoli. Lahko, da bo našla kakšnega specialista, ki bo znal to kronično, pač kakorkoli. Torej, odprejo se ti poti, ne. Samo energijsko zdravljenje ne more čudežno rešiti tvoje situacije, ti pa, zdaj odvisno, kaj imaš, ne, ti pa lahko omogoči, da lažje najdeš prave zdravnike, prave svetovalce, prava zdravila, ali pa v bistvu, da začneš spreminjati rutino na način, ki bo tvoji bolezni pomagala, da se sprosti, da sprosti to bolečino ven iz svojega telesa. Ok? Mi slediš? Upam, da ja. Zdaj, ko smo mi to vse naredile, Urška je bila ful vesela. Ona je bila takrat tako, ona se je kar tam udomačila, jaz sem jo že videla takoj, ona se je tam udomačila. Brez da bi karkoli meni rekla. Zdaj, jaz nisem vedela, kako se bi ob tem počutila, ne. Pač to je moj dvorec. Ok, Lumi svet je moj dvorec. V njem prebivam jaz, oziroma moja energija, moji vodniki, in to je to. Nimajo se kaj drugi sprehajati le po mojem dvorcu. Sploh pa ne politiki, ne. In zakaj za boga Urška Bačovnik? Zdaj, ona kot oseba, moram reči, da mi je zelo simpatična ženska, je zelo lepa, njena energija je zelo prijetna, zelo je taka ženstvena, skrbna, nežna, čuječa, zelo elegantna v smislu tudi izražanja,
Um, pač ne vem, jaz bi njo ocenila tako 9 od 10. Samo jaz sem 10 od 10, ne se hecam. Nisem, jaz sem ne vem kaj. Nima veze. Ampak ne, hočem reči, ne, da v bistvu njena energija mi je res prijetna, tako da ni me zdaj ful motlo, ker se je ona tam udomačila, ampak tudi malček mi ni bilo glih všeč, no. Tako malček sem bila, ampak ok, se nekaj, mogoče je to samo začasno. In si rečem, jaz grem do Janeza Janše, da vidim kot prvo to, ne. Zakaj, jaz sem pričakovala, da bom za moj rojstni dan dobila nekaj, kar bo namenjeno meni. Ne pa to, da bom mogla reševati njegovo soprogo iz nekih energijskih svetov. In malček sem bila razočarana, ne. Ampak sem rekla, ok, grem jaz v to prebujeno kraljestvo. Grem po nekem hodniku, prišla sem v neko temo, prišla sem v to prebujeno kraljestvo. In Janez Janša je že prihajal k meni, kao, super, gremo, ne. In, in jaz ga takrat vprašam, ne, pač, zakaj je zdaj Urška se naselila v moj Lumi dvorec? Ali mi lahko to razložiš? In on je bil sam, tako se je sam nasmejal, ne, pridigrevane. In potem sem rekla, ja, kam pa? Ja, v Lumi dvorec peva, ne, kaj bova pa tle počela? Zdaj, fora je, da sem jaz zadnjič enkrat nekje tako mimogrede rekla Janezu Janši, da bi lahko to prebujeno kraljestvo midva malček skenslala, ne, in bi šla na nek drug nivo, nekaj, kar je boljše. Ker ta prebujeno kraljestvo mi je dosti tako otročji, pač ko smo delali za Mato, za tisto hišo groze, pač to je bilo meni tako malo, come on, dej, jaz sem pa že vseeno na malo višjem nivoju. Zdaj tle neke hiše groze, pač ne bi se jaz tega šla, ne. Dajmo iti malček bolj tako, da je malo bolj. Veš, da imajo te epizode še neko tako dodano vrednost, mogoče tako bolj psihološko, da pač da nadgradimo to zadevo, ne. V tem prebujenem kraljestvu sicer vidimo zanimive svetove, ampak dajmo kaj več, ne. Tako, na nek način, nek tak način sem mu rekla. In da je tudi ta prebujeno kraljestvo že tako malček otročje, ne. In v glavnem, tle mi je rekel pač Janša, kao, greva, ne, saj si rekla, da hočeš nekaj drugega, ne, saj si rekla, da je to prebujeno kraljestvo, samo da je preveč otročje. In pa sem rekla, ja, ampak tle imamo še ogromno sob, ki jih moramo raziskati. In je on rekel, ja, pa sej jih bomo, samo iz drugega nivoja. In pa sem rekla, ok, ne, pa greva v ta Lumi dvorec. In on gre skupaj z mano, prideva v Lumi dvorec in glej, kaj se zgodi. Janez Janša se udomači. Pač on takoj, ko je prišel noter, jaz sem začutila, zdaj sem pa jaz le doma. In kako sem se počutila glede tega? Ja, nič kaj preveč dobro, ne. Ok, Urška je ženska, ni glih političarka, ima prijetno energijo. Jaz jo ocenjujem kot tudi lepo žensko, ne vizualno samo, ampak tudi tako kot lepo žensko iz vidika tega, kaj daje svetu in kakšno energijo ima. Janez Janša je pa druga zgodba. Kot prvo, on je politik, kot drugo, ima ogromno sovražnikov. Zdaj, od Janeza energija mi je kul, ampak pač kot politik, zdaj pa, da bi pa on bil tle v mojem dvorcu, I don't know about that. Ampak sem rekla, ok, dajmo pogledati. Fora pa je bila, da takoj, ko sem jaz dala dovoljenje, da ona dva lahko bivata v tem mojem dvorcu, ne, čeprav sta si to dovoljenje kar sama vzela, ampak ko sem jaz to dopustila, takrat sem videla Urško, kako je šla ven iz tega dvorca in ko priješ ven, priješ pač v mesto San Tereno. Ona je takoj začela tam, ne vem, ravnati neke cvetlične lonce, pometati ceste, ker tako malček obrezovati neke grmičke. Sicer to mesto je dosti lepo urejeno, tam domačini, ki tam živijo, pač poskrbijo za vse, ampak nekako sem začutila, kot da je ona hotela dodati neko tako svojo noto, malček neko bolj, da je to mestece malo bolj tako, ne, malo ga dvigniti, ne, ker
Veš, tudi recimo, če imaš ti svoj dom, ne, ti imaš svojo hišo in da moraš jo ful lepo opremiš, ampak pol ti v tem živiš, ne, in ko pol pride nekdo nov v to tvojo hišo, reče, to bi lahko posodobila, to bi lahko malček obrnila in to, in tako doda neko svežino, ne. Torej, kot da je ona hotela prinesti neko svežino v ta san tereno. Nisem vedela, kako se glede tega počutim, da ona tam šari po tem mestu, ampak videla sem, da kar počne je ok. Videla sem, da dela z nekimi dobrimi nameni in tako da sem rekla, ok, ajde, dajmo jo pustiti. Ampak grem jaz spet do Janeza in mu rečem, pač, a mi lahko poveš, kaj se tle zdaj dogaja? Kaj je zdaj tle na stvari? In Janez je rekel, 17.7. pridejo prvi ljudje v San Tereno in to ti bova pomagala zrihtati. In sem rekla, ok, to je že malo boljše, vsaj neko korist bom imela od tega. Ampak 17.7., to je tik-tak, še 10 dni in se naj bi to začelo. In takrat mi je Janša rekel, sem tako, pusti se presenetiti. In ok, tle sem jaz pol zaključila v pogled. Zdaj pa tako, če dam še neke zaključne misli oziroma to interpretiramo, kaj se je tle pravzaprav zgodilo. Zdaj, jaz sem torej Urški pomagala z energijskim čiščenjem telesa, rešili smo jo iz tega ujetega stolpa in vse tako. Ali bo to dejansko njej pomagalo pri tem, da se spremeni njeno življenje, da se bo ona boljše počutila? Ja, sploh, če bo to njena energija sprejela, če bo hotela sprejeti njena energija te stvari. Zdaj, ali bo ona dobila zavedanje, da je to prišlo od mene? Ne, razen če bo pač pogledala ta video po nekem naključju. Ampak recimo, ona zdaj meni pomaga v tem San Terenu. Kako bo to dejansko meni pomagalo? Jaz imam full idej, kaj narediti s tem San Terenom, ampak ne vem točno, katera ideja je prava. Poleg tega imam jaz to težavo, da ko se odločim za eno idejo, to idejo moji možgani začnejo zelo hitro nadgrajevati. In potem iz nekega simple pristopa jaz to ful zakompliciram in ta zakompliciranost posledično podaljša cel proces, ker moram jaz vse te stvari najprej pripraviti, preden dam to potem ven v svet. Torej, jaz imam ogromno idej, kaj bi lahko, ampak od vseh teh idej nisem še izluščila tiste prave in jaz sem imela nekako plan, da približno tam septembra, oktobra dejansko oživimo to mesto, začnemo s tem mestom se učiti, kako izboljšati svoje življenje. Ampak očitno je plan drugačen, torej 17.7. In glede na to, da Urška zdaj tam nekaj ureja in Janez tudi, ne, kako bo to pomagalo, tudi če oni ne gledajo in če oni, sploh ker nisem jaz njih ena na ena vprašala za dovoljenje. Se pravi, njihova energija je dovolila, ne, njihova energija je to dovolila. In zdaj, ko bosta ona dva to tam urejala v tem mestu in postavljala vse na mesto, kaj se bo zgodilo pri meni? Zelo verjetno, če bom uspela odpreti se tej energiji, se bo spontano zgodila tista ena ideja, ki je ta prava, ki jo lahko dam v svet 17.7. Torej, klik, bo padlo, zdaj vem, ker je ideja prava, Teja, ne boš komplicirala, zdaj točno veš, kaj moraš, kaj ne, kako, zakaj in kaj. In takrat bom lahko dala ven. Zdaj, ali bom jaz dejansko 17.7. lahko odprla to mesto in povabila ljudi notri, ne vem. Jaz upam, da ja, to je bilo fantastično. In če jim boste pomagala do 17.7. ona dva to zrihta, to pa sploh bombastično. Bomo videli, pustimo se presenetiti. Ampak če bo šlo torej tako, kot pričakujem,
17.7. očitno gremo že na kakšno prvo misijo, oziroma vsaj odpremo vrata v San Terenu, da vam lahko dam prve tele, dajmo reči, učne vaje, kako deluje to mesto, in morda se potem tudi odpravimo na kakšno zanimivo pustolovščino skupaj. To bo ful fajn, bomo videli, kaj bo čas prinesel. Tako da, Janez Janša, tako bom rekla, malo sem bila razočarana, moram priznati, nad tem darilom. Ampak glede na to, kako se je pol razvilo, se mi zdi to darilo kar zelo simpatično in obetavno. Če pa dejansko se to sproducira do 17.7., potem pa ok, sem dojela sporočilo, sem razbrala to darilo in sem v bistvu tudi zelo vesela, čeprav bo prišlo za zamudo in je zahtevalo tudi neko mojo investicijo časa in vsega tega. Lej, če bodo na koncu rezultati, jaz sem zadovoljna. Tako da, evo, to je to. Naredili smo tak vpogled. Zdaj tudi, glede na to, da energija od Urške meni pomaga, bo zagotovo tudi moja energija pomagala Urški. Kaj to pomeni? Zdaj, še to ja, da razložim. To, da zdaj Urška meni tle ureja San Tereno, to ne vpliva na njeno energijo nič. Naša energija je ogromna, ogromna, ogromna. Predstavljaj si svojo energijo, vso energijo, ki je, si jo predstavljaj kot svoje telo, take velikosti. No, in tvoje fizično telo pa zavzema samo tolikšen delček tvoje energije. Zelo, zelo malo. Torej, mi imamo našo energijo ogromno in se lahko pač razparcelira na več različnih frekvenc, na več različnih nivojev, bla, bla, bla. In njena energija je prišla v moj svet zato, ker morda imava z Urško neke določene vrline, ki so si skladne. Čisto za primer, jaz, ko sem bila stara tam nekih 5, 6, 7 let, takrat sem si ful želela postati zdravnica, ampak ne tista zdravnica, ki gleda grlo, ampak tista zdravnica, ki operira srce. Torej, moja želja je bila postati kirurginja. In recimo iz tega vidika sva si podobni, ne? Ker sva obe dve nekako bolj tako usmerjeni v zdravljenje. Jaz sem na koncu šla bolj na umetniško smer in še vedno zdravim srce, ker se zelo fokusiram na čustva, na čustvena stanja. V bistvu je to nek moj tak spekter in seveda, ko z energijskim delom razrešimo neka stara čustva, se ozdravi tudi naše čustveno srce. Torej na nek način še vedno zdravim srce. Zdravim čustvene bolečine. Ok. Tako da neka njena vrlina je v bistvu verjetno skladna z mano in to, da jo ona rihta, meni omogoča, da sprosti stres iz mojih misli, torej da ne jaz razmišljam, kako bi, ampak da sem bolj dovzetna za sprejemanje nekih novih idej in novih informacij. In ko bo Urška to v San Terenu uredila, kaj se bo zgodilo pri meni, pač meni bo enostavno pač padla ideja na misel, ne. Padla bo ideja in bom razmislila in bom rekla, to pa je ful dobro, ker ni zakomplicirano, ker lahko to naredim, in 17.7. bo to zunaj. Upam, da bo tako. Ker mi Urška pomaga, bo tudi ona imela seveda nekakšne koristi od celotnega tega postopka. Kakšne? Spet neka moja energija, del moje energije zagotovo pomaga tudi njej v nekem njenem, dajmo reči, osebnem energijskem svetu. Tega se ona verjetno ne zaveda, če ne raziskuje teh stvari. Ampak dajmo reči, kako bi se to lahko preneslo v njen fizični svet. Na primer, jaz zelo rada rišem, tako da lahko se ji zgodi, da ona dobi idejo, navdih. Jaz bi pa danes risala. Čeprav ne znam, ampak čutim, da bi risala. Dajmo reči, da je na dopustu. Baje, da so zdaj na dopustu, zdaj je med vikendom Janez objavil, kako so vsi skupaj kosili travo. Zelo lepo, večkrat bi lahko kakšne take stvari objavil, mislim večkrat, ne, saj pa spet več kot toliko ne moreš, ampak se mi je zdel tak zanimiv
Pač zanimivo, da je to objavil, meni je bilo to všeč. Tako da malo vidiš, da vidiš tega predsednika vlade iz nekega novega kota, da ni vedno samo rekelc kravata in mi smo bla, 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 bla. Ne, tako da vidiš ga malo tudi, da je človek, ne, za to, za tem poklicem, da se skriva tudi človek, ki ima dom, družino, ki pač dela na vrtu, na njivi, ni samo tam v državnem zboru in karkoli. Ok. No, recimo, Urška bo dobila navdih za risanje ali pa karkoli drugega, jaz ne vem, kaj se bo pri njej odprlo. In recimo, oni dan se bo usedla in bo nekaj narisala, in s tem, ko rišemo, risanje je v bistvu ful terapevtska izkušnja. To je res zdravilna terapija. Tudi če ne znaš risati, lahko rišeš krogce, črtice, pikice in s tem ustvarjaš neko energijo na sliki, in to tudi v bistvu zdravi tvoje energijsko telo, zdravi tvoja čustva, ker medtem, ko rišeš, se ti porodijo kakšne misli. Se sprostijo neka določena čustva, sploh če si jezen, pa tako lahko čečkaš in daš ta čustva ven, ne? In s tem v bistvu ful zdraviš. Tako da risanje je res en tak terapevtski pristop. Svetujem vsem, da začnete risati, kdaj pa kdaj ne. Tudi če ne znaš, vzameš kuli, papir in pač nekaj čečkaš. In neka slika bo ratala. Tako da recimo, tako se lahko prenese pri njej ta energija, ne. Pa ne vem, morda bo imela sanje glede tega kamna, ne bo sanjala kamna v sakralni čakri, ampak ta kamen za njo nekaj predstavlja, se pravi, nekdo je nekaj rekel ali pa nekaj se je zgodilo, kar je njej ustvarilo to blokado, in da moraš, ona bo šla spat in bo imela neke sanje, in ko se bo zbudila, bo, evo, recimo, jaz sem bila včeraj ful jezna na mojega fanta, tako res ekstremno jezna, tako ful jezna, pač najrajši bi ga fentala. Pa ne zares, ne, tako se reče. Ampak fora pa je bila, da se je on zavedal, kaj je naredil, in tudi on je bil ful v bedu. Zato se nisem mogla zares na njega jeziti, ker pač, glej, zgodilo se je, Bog pomagaj, bomo jo že rešili, ne. Ni konc sveta. Ampak zjutraj sem pa opazila, da imam sanje, in jaz sem se v sanjah drla na njega. Jaz sem bila prav ti, in prav dret in dret, in sem se že zbudila, sem že hotela vstati, ampak tako sem se dobro počutila ob tem, da sem se v sanjah drla na njega, da sem pol zaprla oči in še naprej sanjala te sanje. In pol, ko sem se zbudila, ko sem pač prebudila tudi svoj ko sem naredila to jutranjo telovadbo, jaz nisem bila več jezna, ne. Tako da dostikrat se tako tudi lahko energija sprosti. Torej, ko na energijskem nivoju nekaj naredimo, lahko preko sanj pride tisti konec, ko se sprosti vse ven in se potem boljše počutimo. Ok, zdaj to vidim, da traja že 1 uro, se mi zdi, če sem si prav zapomnila čas snemanja. Tako da bomo tle zaključili. Zelo, zelo zanimiv vpogled, bomo videli, kaj bo prinesel. Zdaj pa res za konec naj povem, da zelo verjetno ne bom imela rednega urnika tukaj, torej kot imajo vsi podcasterji, ne, vsako nedeljo ob tej, oziroma jaz sem imela ob sobotah zdaj nazadnje, ne, vsako soboto ob 10 nova premiera. Po moje, da ne. Nekako imam idejo, da bi bolj pač enkrat na teden bila epizoda, ampak takrat, kadar me pač energije pokličejo, ker dostikrat energije niso pripravljene na tisti dan, ko bi jaz rada naredila vpogled, ampak pač moraš počakati, da te pokličejo, in kako me pokličejo, tako da tisti dan prav čutim, danes moram iti na energijski nivo, danes moram iti v lumi svet, danes se moram ukvarjati s tem politikom ali pa klientom ali pa pač kdorkoli je na vrsti. Tako da po mojem ne bo redno, zato pač spremljajte me na Facebooku oziroma naroči se na kanal, všečkaj, daj tam oziroma daj tam zvonček, da ti pošlje obvestilo, ko bodo kakšne nove epizode in tako naprej. In ne pozabi, če te zanima, oziroma če si želiš, da tvoje energijsko telo prečistim jaz z vodnikom Bogdanom, spodaj v opisu najdeš link, kjer lahko naročiš to storitev, in ko bo naročilo opravljeno, ti sporočim, kdaj lahko naredim energijsko zdravljenje zate. To je to. Lepo se imejte in bomo videli, kaj bo čas prinesel. Čau!